Na osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec so v ponedeljek 2. junija učenci 8. in 9. razreda prisluhnili predavanju organizacije Ekologi brez meja. Tema srečanja je bila ponovna uporaba. Kako lahko vsak izmed nas z majhnimi dejanji pomaga zmanjšati količino odpadkov in varovati okolje. Delavnica v bistvu ni bila ravno delavnica, ampak debata, rečemo, ampak kakršnokoli pomembno je, da je bilo skupinsko delo. Fokus je bil na ponovni uporabi, torej organizirana je bila debata v sklopu projekta Enkrat ni nobenkrat, preko katere vključujemo aktivnosti za promocijo oziroma za ozaveščanje o ponovni uporabi, zakaj je pomembna, kakšne so prednosti in tudi skušamo aktivirati tudi mlade preko šolskih aktivnosti, da vidijo še druge aspekte, ki so seveda proti izdelkom za enkratno uporabo. Tukaj apeliramo predvsem na plastiko. Že opažate mogoče kot posledica teh debat, raznih drugih mogoče delavnic, ki jih organizirate, kak napredek v tej smeri? Bom rekla, ni toliko, zdaj ne vem, ali je to posledica pač naših zadev, ker nismo zdaj spet ne vsak tedensko aktivni, ampak definitivno tiste šole, ki so v programu Ekošola, mogoče so tem trajnostnim temam malo bolj naklonjene ali pa jih vključujejo večkrat v svoj program, ampak definitivno tukaj sem tudi opazila ocean odpadkov oziroma plastike predvsem, tako da verjetno tudi, kot je kolegica prej omenila, o zavrženi hrani je dosti govora in podobnih projektih, tako da ja. Zanima me še samo, kako sicer učenci sprejemajo take delavnice, so jim naklonjeni, se radi o teh tematikah pogovarjajo? Verjetno odvisno od starosti, nekateri so bolj seznanjeni s temi tematikami, nekateri manj in potem tudi debata različno steče oziroma se različno aktivirajo, ampak ravno v tem je namen, da vidijo vse priložnosti in hkrati izzive, ki jih prinašajo odpadki, ponovna uporaba, kako ravnamo z odpadki na preditvah in podobno. Koordinatorka je poudarila, da ponovna uporaba ni le okolju prijazna, temveč tudi priložnost za ustvarjalnost in drugačen pogled na potrošnjo. To dobro razumejo tudi nekateri učenci. Med njimi je učenka, ki že danes redno posega po oblačilih iz druge roke. Sem zelo vesela, da so začeli nekaj delati proti tej veliki uporabi plastičnih kozarčkov. Tudi sama zelo podpiram trajnostno uporabo. Tako da mi je bila ta delavnica zelo všeč. Pa tudi sama podpiram to naprej ponovno uporabo oblačil in tega. Sem bila že na veliko teh cunjamijih, kot so naprimer v Mariboru, pa tudi rada obiskujem te second hand shops, saj sem zelo proti tej hitri modi, ki je danes zelo popularna. Imate mogoče, veš, kaj na šoli uporabljate takega, da v bistvu skrbite za ponovno uporabo, da je čim manj odpadkov? Ja, meni smo včasih, smo tudi mi uporabljali plastične kozarčke in smo nekaj let nazaj nehali s uporabo plastičnih kozarčkov in s tem zelo zmanjšali število odpadkov. Pa tudi sodelovali smo s projektom Erasmus+, kjer smo šteli, koliko hrane zavržemo in s tem, da smo delali plakate o tem, koliko je zavržemo, smo zelo zmanjšali količino za kar nekaj kilogramov. Predavanje je učencem ponudilo nove ideje in jih spodbudilo k razmisleku, kako lahko vsak prispeva k zmanjševanju odpadkov z majhnimi koraki in premišljenimi odločitvami.